Gotovo ste opazili, da je danes prvi šolski dan. Še posebej so vas najbrž razveselili prisrčni jutranji prizori, ko so uniformirani sodelavci Ministrstva za notranje zadeve pospremili v šolske klopi prav tako uniformirano slovensko mladež, ki bo nekoč korakala v prvih vrstah graditeljev demokratičnega socializma. Ja, lepo bi bilo, ko bi bilo tako. A letos tega lepega prizora na naših ulicah žal še ni bilo mogoče občudovati. A če bodo najbolj pozitivne pobude naše najbolj pozitivne stranke rodile sadove, bo že prihodnje leto ta veliki cilj dosežen. Med počitnicami gotovo niste spregledali nenadnega vzpona popularnosti pozitivne poslanke Maje Dimitrovski. Ta že nekaj časa ni več neopazna siva miška iz poslanskih klopi, temveč se je čez noč zavihtela iz popolne anonimnosti na prve strani časopisov. Meteorski vzpon prepoznavnosti si je zagotovila z genialno idejo o uvedbi obveznih šolskih uniform, kar bo gotovo rešilo vse naše probleme. Uvedba uniform bo pripomogla k odpravljanju socialnih neenakosti med šolajočo se mladino. Poleg tega bo ukrep prinesel izjemno gospodarsko rast v tekstilni in obutveni industriji. Morda celo slovenski, a bolj verjetno je, da bo proizvodnja na Kitajskem cenovno ugodnejša. Nekaj skrbi utegne uvedba uniform prinesti staršem, ki bodo zaradi tega imeli z brezplačnim šolanjem svojih otrok še več izdatkov. Vedeti je treba, da leži Slovenija v zmernem pasu, za katerega je značilno izmenjavanje letnih časov. Zato bodo šolarji potrebovali vsaj 2 uniformi. Eno za jesen in pomlad in drugo za zimo. Poleti se bodo zaradi šolskih počitnic socialne razlike žal še naprej bohotile. Razume pa se, da otrok, ki med počitnicami nikamor ne gre, tudi kakšnih posebnih cun ne potrebuje. Bodo pa otroci prikrito revnejših družin mnogo na boljšem med šolskim letom. Ker se, kot vsaka druga obleka, tudi šolska uniforma umaže, jo je treba od časa do časa oprati. Srednje premožni starši bodo zato vsakemu od svojih otrok kupili 2 jesensko-pomladni in 2 zimski uniformi. Premožnejši si bodo omislili še kakšno za rezervo, medtem ko se bodo najrevnejši seveda zadovoljili le z unikatno jesensko-zimsko-pomladno varianto. Ker z mokro uniformo ne bodo mogli v šolo, bodo otroci iz revnejših slojev pogosto deležni privilegija izrednih kriznih počitnic. Seveda pa bo uvedba uniform za otroke in šolajočo se mladino šele prvi korak k doseganju želene uniformiranosti. Po preteku prehodnega obdobja, ko se bosta umazani neoliberalizem in izkoriščevalski kapitalizem dokončno umaknila demokratičnemu socializmu, bomo uniforme, podobno kot v bratski Severni Koreji, končno nosili vsi. Še preden bo ta svetli cilj dosežen, pa bodo uniforme dobili poslanci Državnega zbora, ki so navsezadnje avantgarda tako naših delavnih kot brezposelnih ljudi in poštene inteligence. Poslanska modna kolekcija je že v izdelavi in uspelo nam je celo izvedeti, kakšna bo. Najbolj dovršeni model uniforme bo v črno-beli barvi ukrojen kot frak z lento zvitega pingvina.
Žal je model precej drag, tako da ga bodo lahko nosili samo poslanci in poslanke največje vladne stranke Pozitivne Slovenije. Poslanci Lukšičeve SD bodo nosili kratke hlače in polomajice s sliko Tita, Kardelja ali Che Guevare. Poslanke pa mini krilca in majice kombinatk. Uniforme poslancev in poslank Virantove državljanske liste bodo iz posebnega materiala, ki spreminja barvo v skladu s tem, kam piha veter. Poslanska skupina Desusa se za svoj model uniforme še ni dokončno odločila, zato bodo prve mesece nosili oblačila sposojena iz fundusa ljubljanske Drame. Kaj pa opozicijske stranke? Modele uniform zanje so s preglasovanjem seveda izbrale kar stranke vladne koalicije. Kot največja opozicijska stranka je SDS, podobno kot Pozitivna Slovenija, upravičena do črno-bele kombinacije barv. Seveda pa so te nekoliko drugače razporejene v široke vodoravne črte. Oprava poslancev in poslank Slovenske ljudske stranke bo pastirska noša v dveh izvedbah. Oba modela, kekec in rožle, pa bosta izdelana iz domače volne v žlahtno-konzervativnih barvah. Poslankam in poslancem Nove Slovenije pa je uspelo celo to, da so si izborili ekskluzivno pravico do nošenja narodne noše. Predsednica stranke si bo ob slovesnejših priložnostih lahko nadela tudi pečo. Poleg tega, da bo uvedba uniform za poslance zelo popestrila pogled na dogajanje v parlamentu, bo prinesla tudi velike prihranke časa. Poslanske razprave bodo lahko omejene na minimalen čas 3 ali 4 sekund, saj bo že njihova oprava sama sporočala, kaj ima poslanec povedati.